decembra vsi ljudje smo spet otroci, Miklavž obišče nas, možak dobroti, orehi, datelji, roglič, piškoti, v peharju čakajo, da zvečni smo. Pripeljal videt mraz, vse je deželno, zapojemo na glas, še z njim Prešerno, njegov vesel obraz pod kučno bilo, otrokom 100 daril vsem razdeli. Božiček, dobri mož, nas ni pozabil, k molitvi nas je vse najprej povabil, na to pa k jaslicam še kaj pristavil, vas je iz sreče stran božični dan. Trije dobri možje k nam so spet prišli, trkajo na srce polni radosti. Trije dobri možje, še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je. Še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je. Božiček, dobri mož, nas ni pozabil, k molitvi nas je vse najprej povabil, na to pa k jaslicam še dar pristavil, vas je iz sreče stran božični dan. Trije dobri možje k nam so spet prišli, trkajo na srce polni radosti. Trije dobri možje, še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je. Trije dobri možje, še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je. Dobro jutro, lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Ja, pozdravili so vas trije dobri možje. Pristopili smo v mesec december, čarobni mesec, poln blišča, pozitivne energije, hrupa, vriskanja, tako da imeli se bomo prav gotovo zelo lepo, tako kot danes v današnji oddaji. No, povemo pa, da je danes prva adventna nedelja in tudi na naši mizici danes prižgemo prvo adventno svečko. Takole, jaz sem prepričana, da ste jo doma že mnogi prižgali. Torej, uvod v ta veliki december, 3 adventne sveče bodo do tistega velikega, seveda, božičnega predvečera, zagorele na božični večer oziroma predvečer, pa še zadnja svečka na adventnem venčku. Danes bo pestro, veselo, nasmejano, jaz moram danes biti kar kratka, nič preveč govoriti, kajti danes so v mojo družbo in pa seveda v vašo družbo prišli gostje, ki prihajajo iz šolskega centra Velenje. Ogromno nagrad so prejeli v zadnjem času, čisto sveže, seveda bodo sami povedali kako in kaj. Z nami tudi kuharski mojster Boštjan Volk in pa Benjamin Merzovnik, ki bo poskrbel za današnje glasbeno vzdušje. Takole, še prej pa vas povabimo v Slovenj Gradec, natančneje v Foto Anko. Jaz mislim, da zdaj že Marcela imamo na telefonski zvezi, da vas prijazno povabi, saj veste, mesec december je tudi mesec raznih fotografij, ko se greste družine poslikati z otročki, z prijatelji, torej cela družina. No in Marcel ima pripravljeno ravno za ta decembrski čas prav posebno kuliso, decembrsko obarvano, no najbolje pa, da Marcel sam pove. Marcel, si v naši družbi? Ja, sem tukaj. Dobro jutro, lep pozdrav. Kako si na to nedeljsko prvo decembrsko jutro? V redu, pri nas malo snega že, tako da je že zanimivo. Je že zanimivo, hotela sem reči nedeljsko, prva nedelja v mesecu decembru. Marcel, ti si v polnem teku, kar se tiče fotografiranja decembrskega vzdušja. K tebi prihajajo torej družinice z otročki za novoletne koledarje, za božične koledačke. Najbolj, da seveda kar sam poveš in pogledali si bomo nekaj fotografij, kako nastaja to decembrsko vzdušje pri tebi in pa seveda potem posledično tudi fotografije. Pa seveda kar sam povabim moje gledalke in pa gledalce k tebi v Slovenj Gradec. Tako je.
V bistvu imamo pripravljeno, letos imamo izjemno, v bistvu imamo 2 božični ceni pripravljeni. Eno imamo tako svetlo, z hišico, gugalnico, poštnim nabiralnikom, druga je malenkost temnejša, taka božična izložba. In si v bistvu lahko otroci zberejo, ponovadi si hočejo kar obe, ker so obe zelo zanimivi. Tako da prvo naredimo nekaj zabavnih fotografij na svetlem ozadju. Imamo tudi blazine, ki se lahko malo vležejo, poigrajo. Na koncu se tudi tako malo snega noter, eno tako skodelico, razgleda na koncu, kot da bi v mleko noter bili, jih noter posadimo in jim je zelo zanimivo vse skupaj. Tako da je pestro, a ne, Marcel, povej mi, kako je zdaj s tem fotografiranjem, kdaj lahko pridejo, kdaj se lahko oglesimo, od kdaj do kdaj imaš odpiralni čas? Tako je v bistvu pri nas v Fotanki imamo v bistvu 4 poslovalnice, eno imamo v Selnici ob Dravi, imamo v Radljah ob Dravi, v Dravogradu in Slovenj Gradcu. V vsaki poslovalnici imamo v bistvu drugačno sceno pripravljeno. Sceno si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih oziroma na naši spletni strani. Drugače pa delamo od 8 do 1, pa od pol 2 do 6. Do 6, torej vse poslovalnice, ki si jih omenil malo prej? Prosim? Pravim, vse poslovalnice, ki si jih omenil, imate takšen odpiralni čas? Ne, v Dravogradu delamo od 9 do 1, oziroma od 9 do 3, v Radljah od 8 do 5, pa v Selnici od 8 do 4. Super si to povedal. Skratka, res povabilo vsem našim gledalkam in gledalcem, da zdaj izkoristijo to priložnost, pa pridejo se poslikati. No, ampak poveva pa, kdo zdaj vse hodi na te fotografije oziroma fotografiranje? Ponavadi so to po večini otročki, se pravi, fotografiramo od malih dojenčkov, se pravi novorojenčkov, pa vse do odraslih, tako da tudi pari včasih pridejo, tudi kakšne nosečnice, recimo, ki so v tem času pričakovanju, že bolj proti koncu. Ja. Tako da edino, kaj je pa zelo pomembno, ker fotografiramo tudi med vikendom, se pravi tudi soboto, popoldne in nedeljo v decembru. Pomembno pa je, da se pač rezervira, ker za vsako družino si pravzaprav dobre pol ure vzamemo časa. Včasih je kako bolj boječ otrok, tako da se prvo poigramo z njim, da se navadi, da mu je lažje tam, da se ne boji in potem pač v sproščenem vzdušju vse skupaj izvedemo, tako da ni kaj hudega. Ja, Marcel, pomemben podatek je rezervacija. Tako, tisto pa je obvezno, ker včasih je bilo to, da so tako hodili in nimaš potem časa dovolj za otroka. Tako sem rekel, za vsakega si vzamemo cirka pol ure, 3 ure časa. Zdaj pa je fajn, da se pač prej dogovorimo za uro, malo dodamo na svete, recimo kaj obleči skor, pa je potem se skupaj malo lažje. Povej mi, potem smo vsi, Marcel, zelo nestrpni, glede tega, kako dolgo ali pa kako kratko bo trajalo potem to razvijanje. Mene res zanima, a potem hitro dobimo mi te izdelke, ker se veš, mesec december, vsi smo nestrpni, hočemo to vse imeti in seveda potem čim hitreje podeliti svojim prijateljem. Kako je s tem? Tako je, v bistvu mi po fotografiranju rabimo cirka dan, dva, zdaj se pač malo bolj pohitimo, drugače je to bolj dolgo. Imamo v bistvu spletno galerijo zasebno, vsake stranki pošljemo povezavo in gesto, kjer si lahko fotografije pogleda, po želji naroči, izbere. Imamo tudi v galeriji imamo že tudi možnost naročanja, pa je koledarjev, voščilnic, fotografij, fotoplaten, po želji v bistvu vse imajo novo. Super, tako da res prisrčno dobrodošli v Fotoanko Slovenj Gradec in pa seveda druge poslovalnice, torej Selnica ob Dravi. Tako, Radlje ob Dravi pa Dravograd. Pa Dravograd, tako. No, bova pa samo še rekla besedo dve, da ti si tudi prav priznana, mojster poročnih fotografij, tako da že tudi to potekajo različne, bom rekla, rezervacije za drugo leto, poročno fotografiranje. Tako, v bistvu v polnem teku je že tudi to, veliko rezervacije že. Pri nas imamo v bistvu to prednost, da v bistvu fotografiramo in snemamo vse same, spravi vse to podjetje sami delamo in smo vezani na zunanje izvajalce in tudi pri izvajanju, ko fotografiramo in snemamo eno poroko, nam je tudi lažje pri delu, tako da se ne rabimo loviti ali karkoli, ko se že poznamo med sabo.
Super, hvala lepa, Marcel, za danes, se seveda še slišiva. Danes je tudi delovna nedelja, sva rekla? Tudi, ja. Zdaj imam sicer malo prosto, za tebe zdaj malo časa, drugače pa imam še 3 danes, tako da bo še zanimivo. Tako, super. Lepo seveda delovno, potem pa sprostitveno nedeljo, seveda v popoldanskem času, pa sej veš, Marcel, se vidiva. Enako, lepo se imejte. Srečno, adijo. Takole Marcel iz Slovenj Gradca vas vabi torej v svoj atelje, da si takole naredite krasno decembrsko fotografijo. Zdaj pa zopet malce glasbe, povezano, sej veste, z mesecem decembrem, z belimi snežikami. Slovenijo je ponekod že pobelil sneg, no tukaj v Celju že tudi, vmes malce malo snega ali pa skoraj da nič, ampak mesec december naj bo zasnežen, tako kot pravita Nuša in Dejan. Takole pa smo že skupaj, no, draga moja družba, tole res, je bila Nuša? Je bil Dejan? Ne, to so bili Avseniki! Ja, malce, ne, presenečenja. Nuša pa Dejan pa pridete seveda v nadaljevanju. Zdaj pa z velikim veseljem z nami Simona Pompe in seveda gospa Marjana Novakova. Šolski center Velenje se danes predstavlja, ampak jaz smo najprej uvod prebrata, ne, ker ste ga zelo lepo spisali. Pravzaprav ste si ga, Simona, prislužili. Kaj ti bili ste zelo pridni. Letos je v Splitu potekalo že 9. mednarodno tekmovanje in festival natakarjev, baristov, barmanov in seveda to se vse dogajalo v restavraciji Grand Gourmet, sem prav povedala? Ja, pod mentorstvom Simone Pompe in Marjane Novak so dijakinje šole za storitvene dejavnosti Anja Gerkeš, Karin Štraus, Valentina Štrigl in Saša Miklavžina s svojim strokovnim znanjem ponovno dokazale, da sodijo v sam vrh gastronomije. Letos ste prvič, Simona, tekmovali v kategoriji sinhronizirana
postrežba. Jaz ti kar predajam besedo in zdajle seveda vi ste, bom rekla, naši zmagovalci in bom rekla, še kar sveža zadeva, ne? Ja, hvala za besedo. Res je, tekmovanje bilo nekje 2 tedna nazaj. Moram reči, tekmovanje samo se imenuje Grand Gourmet Split. Je pa res, da smo na tem tekmovanju ne samo mi prvič, Slovenija je prvič tekmovala, se pravi, nobena gostinska šola iz Slovenije do sedaj še ni šla v to kategorijo. To je za nas predstavljalo, bom rekla, poseben izziv. Res smo, bom rekla, ogromno časa, truda vložili, ampak se je splačalo. Saj smo postali absolutni prvaki. Bravo. A si zaploskamo? Bravo, bravo. Ja. To pa nekaj tako. Absolutni prvaki, zdaj tudi sinhronizirana strežba ni tako enostavna, gre za banketno postrežbo, se pravi, gostinci bojo vedeli, kaj to pomeni. To pomeni en gost, en natakar, vse mora biti sinhronizirano. Gostje so, skratka, imajo sedežni red, gre za vrhunsko postrežbo, ponavadi v hotelu 5 zvezdic. Ja. Zdaj, vmes, ko govorimo, bomo si pogledali slike in sicer slike, dogajalo se je to v Splitu, imam prav? Ja, v Splitu. Ja. Pripravljali ste se, kako dolgo, Simona, na to tekmovanje, 9. zapored? Ja, moram reči, da smo se kar dolgo. Tako pa predvsem je pomembno poudariti, da je veliko potekalo tudi izven pouka. Tu sva 2 mentorici, tako da so morale se tudi uskladiti v vsej tej zadevi. Tudi tako, kot sem rekla, samo tekmovanje ni preprosto, je kar zahtevno. Potem treba je bilo predstaviti zgodbo, treba je bilo narediti meni karte, posvetila za goste, skratka darilca. No, tu na slikah že vidimo pa pol Saško, ki je pa tudi tekmovala v vragolije. Sej bomo povedali, zakaj malce vragoli. Torej v kavi, mislim, da bojo dijakinje tudi še same lahko kaj več povedale. Res pa je, da smo izredno veseli, nismo pričakovali, bom rekla, ker smo prvič bili na sinhronizirani postrežbi tudi mi. Slovenija kot taka med vsemi gostinskimi šolami in je toliko lepše in slajše potem biti prvi. Marjana, zgodba je bila letos vaša katera? Pa še prvo vprašanje, ali ste tudi lansko leto morali imeti lani zgodbo ali je to letos prvič? Ja, mi smo letos drugič udeležili na tekmovanja Grand Gourmet v Splitu. Kot ste vprašala, če mora biti zgodba. Zgodba naredi v bistvu eno tako celoto in mi smo se odločile, da bo letos zgodba na temo Pika Nogavička. To pa zaradi tega, ker v Velenju že vrsto let pripravljamo v mesecu septembru Pikin festival in jaz mislim, da smo za to zgodbo Velenje popeljale v širši svet, ker je to tudi želja, da se turistično povežemo, bi rekla Slovenija, Hrvaška. In jaz bi rekla, da za to zgodbo smo naredili res en velik uspeh za našo šolo. Bravo, dosegle ste, tukaj piše najvišje število točk in si res prislužile zlate kolajne, pokale in pa naziv, kaj? Absolutne prvakinje. No, tule bi še jaz mogoče dopolnila, da smo tudi z višjo šolo že prej tekmovali, ampak v drugih kategorijah. Tudi takrat, mogoče se spomnila, smo imeli zlato pri mešanju tatarskega biftka, tako da vsako leto, ko nekako gremo ali z dijaki ali s študenti, ker naša šola, šolski center Velenje ima tudi višjo šolo za gostinstvo in turizem, skratka se udeležimo vedno druge teme. Ponavadi smo prvi, potem se umaknemo in gremo na naslednjo kategorijo. Letos nam je tale predstavljala, kot sem rekla, največji izziv, ker še nihče v Sloveniji ni tekmoval. Simona, ti si seveda strokovna učiteljica modulov, torej gastronomije, pa si sommelierka, pa vinska svetovalka, avtorica priročnika Čarobni svet servet. Danes imamo tudi na mizi, da poveva kar nekaj dobrot. Ne nazadnje, danes prva adventna nedelja.
Ja, jaz moram reči, da smo z dijaki, tule se vidi, smo že parkeljne pekli, a ne, zaradi tega, ker predvsem smo šola, ki sledimo praznikom, se pravi pri gastronomiji, kuharstvu in strežbi, želimo poudariti te slovenske tradicionalne običaje, pri strežbi naučiti recimo zlaganje servetkov, pogrinke, kako pomembno je, a ne, da je ta praznični vtis gosta ne samo skozi jedi, ki jih pripravljamo, a ne, ampak tudi, bom rekla, skozi pogrinke, da se zavedamo, da strežba je tudi tista, ki dviguje kvaliteto storitev v sami gastronomiji. Predvsem pa se mi zdi osebno zelo, zelo pomembno, da se zavedamo, da sta gastronomija in turizem povezana. Da en brez drugega dejansko ne moreta. In vesela sem, da tudi v tej smeri, a ne, imamo še tamle Benjamina, ki bo tudi... Na drugi strani, vi ste torej gastronomija, na vaši šoli Benjamin je iz... Bo povedal, a ne, da tudi tam imajo kar lepe rezultate, a ne, s katerimi se lahko ponosijo, tako da. Marjana, tudi vi ste seveda učiteljica strokovna, kaj točno poučujete na šoli? Tako, jaz poučujem v programih gastronomija, v vseh programih. Pri nas imamo program gastronomske in hotelske storitve, potem imamo program gastronomski tehnik in pa program pomočnik v biotehniki in oskrbi. To so programi v gastronomiji. Seveda, poleg gastronomije imamo pri nas tudi ekonomskega tehnika, gastronomsko-turističnega tehnika, tako da na šoli za storitvene dejavnosti je tako za dekleta kot za fante zelo velik izbor, a ne, zdaj le bo kmalu informativni dan, februar zelo hitro se nam približuje in dijaki imajo zelo dobro izbiro. Jaz poučujem predvsem v programih gastronomija, poučujem tako kuharstvo kot strežba. Bom rekla, da jaz dijaki zelo, zelo uživam in vam bom rekla, da zdaj le že v tem adventnem času pri nas zelo dobro diši po slaščicah, tako kot je Simona rekla, začeli smo z peko parkljev, organiziramo pa tudi za starše. V ponedeljek bomo imeli eno tako čudovito delavnico, kjer smo povabili tudi naše starše in se bo odvijala ena taka delavnica peka parkljev in jaz pravim, da starši zelo, zelo radi tudi pridejo na take delavnice, da se povežemo med seboj. Takole, zdaj si bomo pogledali zadnji video na našem spisku, video, torej šola za storitvene dejavnosti. Najboljše seveda, ker so informativni dnevi skoraj da pred vrati, se ta december bo hitro menil pa januar, februarja smo pa že tam, ne? Je najbolje, da si zdaj le pogledamo torej tale video posnetek in povabilo, ne? Šole za storitvene dejavnosti. Šola za storitvene dejavnosti. Danes se na šoli za storitvene dejavnosti dijaki lahko izobražujejo v programih gastronomije in turizma, trgovine, ekonomije, biotehnike in oskrbe. Trudimo se biti mladostnikom in staršem prijazna šola. Kolektiv si prizadeva za pouk s sodobnimi učnimi metodami, kjer je poudarek na razvijanju poklicnih in socialnih kompetenc, razvoju podjetnosti, znanju več tujih jezikov in sposobnosti prilagajanja. Dijaki lahko pridobivajo splošne in poklicne kompetence ter razvijajo kreativno in angažirano sodelovanje tako na regijskem kot tudi državnem in celo v mednarodnem prostoru. Udeležujejo se tekmovanj iz splošnih in strokovnih področji ter dosegajo visoke uvrstitve. Šolo pa zaznamujejo tudi številni dogodki, ki presegajo standardni pouk. Med njimi so uspešne gledališke, plesne in pevske predstave, modne revije, praktično usposabljanje v tujini ter praktično sodelovanje s širšim okoljem na področju gastronomije, turizma in oskrbe. Naš slogan je znanje za življenje.
Bravo, zdajle smo seveda takole, Benjamin, veš, zasrbeli so nas prsti na nogah in smo zaplesali. Takle, kapo dol, super, prva pesem z naslovom. Na Košenjaku. Kje je ta Košenjak? Košenjak, to je pa gora tukaj nad Dravogradom, ki že meji tak na Avstrijo, pa je res lep razgled in to je, se mi zdi, da je ta polka tudi fajn opisala. Pot pa vse skep. Ja, jaz sem bila čist oziroma jaz sem bila čist krtule pri plesu. Fajn, da naredimo eno tako vzdušje, decembrsko. Benjamin, stopili smo mesec december, po duši si glasbenik, po duši si turistični vodič in seveda zelo povezan z šolo, ki se danes seveda predstavlja Šolski center Velenje. Kaj boš rekel? Je tako, tudi sam sem ponosen dijak šole za storitvene dejavnosti in sicer zdaj sem letos zaključni 4. letnik programa gastronomije in turizma. Je pa seveda tudi zelo, bom tako rekel, povezan, ker je letos bilo eno tako tekmovanje, tudi turistični vodnik v Škofji Loki, kjer sem tudi sam osvojil prvo mesto. Bravo, tudi čestitke. Lepo, tako da ste res izjemna šola. To povabilo na seveda dogodek, ki bo v februarju, to pomeni, kako se reče že, informativni dnevi. Prav gotovo, osnovna šola, Šolski center Velenje je pravi naslov, ampak mora vas pa zanimati, to morate imeti tudi nekaj ročnih spretnosti in pa seveda veliko in še več se naučite pri krasnih mentoricah. Šolski center Velenje ima tudi druge programe, tako da se splača pogooglati pri nas. Tako, Benjamin, druga pesem bo? V jutranjem soncu, to je pa en tak valček, prav tako na diatonično. Moramo povedati, da je prva bila izpod peresa tebe. Tako, mene in mojega očeta, Mirana, ki ga lepo pozdravljam, mislim, da gleda zdrav ata. Gleda ga, pozdravljamo, glasbena družina, mamica je tam zunaj. Pa tudi gleda. Pa tudi gleda priznana pevka pri ansamblu Braneta Klavžarja. Čigar član sem tudi sam. Sedaj tudi ti, kako je? Ponosen, vesel? Moram reči, da je fajn, ko peljemo to glasbo nekako naprej, da sem nekako tukaj zraven del te ekipe in ja, imamo se fajn, delamo. To je pa tak ta glavno. Tako, zdaj pa valček tudi tvoj? Tako, v jutranjem soncu. V jutranjem soncu, danes je posijalo sonce, pa nedelja je, čas za sprostitev, mi bomo pa zdaj malce zamigali. Benjamin Merzdovnik, Udruga.
življenju se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroji Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Najlepša jutra so jutra z njim, z občutkom svežine. Zdaj dneve začenjam po svojih pravilih. Naravne sestavine za boljše počutje in več energije. Za močne kosti in prožne sklepe. Za zdrave dlesni in lep nasmeh, da je moja koža lepa in sijoča. Ampak ni samo zame. Tudi za moje najbližje, da smo polni energije, ne glede na leta. Zdaj vem, kaj je dobro za mojo družino, zame in zate. Prehransko dopolnilo, ki vsebuje 5 tipov kolagena, vitamin C, kurkumin, šilaid in silicij. Edinstvena formula priznanega zdravnika. Biostil kolagen. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Prihaja najlepši čas leta, poln skrivnosti in presenečenj, čas, ki odpira naše srca ljubezni in dobroti. Bele snežinke, beli metuljčki, iščejo pot do srca. Pa vi ste bili letos kaj pridni? Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu da bo v sanjah
še ljubila. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za Božič desetak, za novo leto desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 450 trgovin, 5 nakupovalnih središč. Darilni bon desetak. Ja, mi smo pripravljeni zopet, da vam razkrijemo nove skrivnosti. Simona, sinhronizirano je bilo tole vse, ne? Tako kot mora biti zdaj, ne? Sinhroniziran zvok in pa slika, da je potem vse kot se šika. Kako je zdaj to potekalo? O kakšni sinhronizaciji govorimo, Simona? Ja, kot sem že prej uvodoma povedala, ne, gre za banketno postrežbo pri dijakih. Je pa to malce bolj umiljeno, ne, govorimo bolj o sinhronizaciji. Se pravi, predvsem je pomembno, da vse faze serviranja gosta deklice delajo enakomerno ali fantje, a ne, skratka. Delo natakarja poteka tako, da v bistvu vse morajo delati skladno, vse morajo delati na visokem nivoju strežbe, tako da to nam je uspelo, bojo deklice povedale, kako so se počutile. No, to še nas zanima. Ampak si bomo najprej pogledali video posnetek in sicer kako je v Splitu to tekmovanje sinhronizirano potekalo, pa najbolj, da kar pogledamo najprej. Takole, da ste malo dobili občutek, zakaj gre, kakšna sinhronizacija. Z nami torej, bom rekla, Pike Nogavičke, ampak v tej zgodbi so sodelovale z nami Anja, Karin in pa Valentina. Valentina, dam tebi mikrofonček prvo, takole ga lahko imaš, pa vidim se lepo rokavičke. A se lahko, drage moje damice, ustanemo, da seveda pogledamo tudi vašo opremo, ker res je bila tole zgodba, letošnja zgodba je bila torej tema Pika Nogavička. Zdaj pa takole, gledali smo si film Valentina, video. Kakšne faze oziroma kaj je bilo najprej? Kje ste začele? Ja, začele smo s tem, da smo mogli si prvo pripraviti, tudi da sta mogla Anja pa Karin pripraviti mizo. Torej miza, ok. Jaz sem med tem časom sem zmešala koktejl. Ja, kakšen koktejl? Koktejl je bil Pikino presenečenje. Ok. To je bilo prvo, kar ste mogli ponuditi oziroma postrežiti. Ja. Kaj potem? Potem smo šle po goste, smo goste postregle, smo vse tri na sinhronizirano prižgale lučko, razgrnale servetko, nato smo šle po hrano, smo hrano servirale in deservirale. Kaj ste deservirale? Deservirale. Kaj pa to pomeni, menj ko lajko? Pojma nimam.
Da smo hrano pobrali dol. Aha, najprej na pladnjo prineseš? Ja, na krožniku, na krožniku. Nato smo pa dol vzeli. A to deserviraš? Ja. Damo seveda Karin naprej. Karin, kaj pa pol? Torej, najprej ste hrano, oziroma povemo, kakšno hrano, kaj ste pripravili, kaj je bilo potrebno se pripraviti. S čem ste navdušili, da ste si seveda prisvojile prvo mesto in najvišje število točk? Ne vem, mogoče je še dodala, da glih v tem je catch, da mi ne vemo, kaj bomo stregli. Oni pripravijo jed, deklice pa morajo biti pripravljene, ne glede na to, kaj oni ponudijo. Morajo postrežiti goste. To je v bistvu to. Ja, in deklice niso do zadnjega vedele, kaj bodo stregle, niti načina strežbe, lahko bi bilo nudenje, lahko je serviranje, lahko je deljenje, lahko se juha postreže v jušniku, lahko v skodelici, lahko se izliva. To so vse, bom rekla, procedure, in se jih pri vas naučite. In zdaj bo deklica lahko vedela, kako so juho morale pol servirati. Mogle smo jo izlivati iz jušnika. Z malih jušnikov, lepo, vse, servetke oziroma tudi rokavičke so mogle biti vse. In kako ti je šlo, Karin, si imela kaj treme? Je bila trema, ne? Ti si bila letos prvič? Ja. Prvič, Valentina, ti tudi? V bistvu ste pravzaprav vse bile prvič, a ne? Ja, seveda Anja tudi z nami. Anja, kako je bilo? Dej tvoje občutke povej. Pa pol verjetno, ko je bilo konc. Yes, to je to. Ja, je bila kar stresno pač na začetku. Pač skupaj smo pol se odločile, da bomo pač dali vse od sebe, tako so nas naši dve mentorici naučile. In da boste suvereno zastopali svojo šolo in da boste delovali sinhronizirano. Tako. Torej, kje si imela ti, rečemo, Anja, največji izziv? Veš, ker vedno, ko je neka zadeva, imamo pred kak strah ali pa izziv. Kje si ti najbolj tako občutila ta adrenalin na tekmovanju? Pač ti strah je bil, da bomo kaj pozabile, ampak nam je kar v redu šlo. Pa kaj smo imeli tudi? Jo, to bi bilo mene straha, veš, da bi kaj polila po kakšno gostu, ne? To bi šele bilo. Je pa res, da je bilo kar nekaj vaja, ne? Ja, tako da ste bile, drage moje dame, pripravljene. Lahko se seveda usedemo Simona oziroma Marjana, damo Marjani še tole. Ja, torej gre za cel proces strežbe oziroma postrežbe, ker ko je juha, se tako postreže, v krožniki tako. In to se vse učite seveda pri vas na šolskem centru. Tako, dijaki se to imajo osnove strežbe v prvem letniku in te osnove potem nadgradimo, medtem ko sinhronizirana strežba je v bistvu tema nadaljevalnega programa. Jaz bom rekla, da je z našimi dijakinjami izredno lepo delati, to pa zato, ker so polne energije, ravno tako tudi midve kot mentorice, imava željo, da naši dijaki dosegajo uspehe, ampak se pri teh dodatnih vajah, tako kot je Simona prej omenila, se mi tudi ogromno tudi zraven še naučimo. In jaz mislim, da dijaki na koncu, ko dosežejo ene take lepe rezultate, kot smo jih mi letos dosegle v Splitu, so tudi zelo ponosne na sebe, pa jaz mislim, da so ponosni tudi njihovi starši, ker s tem se tudi v bistvu naše znanje ponesemo malo v svet, hkrati pa to ni samo tekmovanje, to je v bistvu tudi druženje, to je bilo mednarodno mreženje, mednarodno tekmovanje in jaz pravim, da vse to šteje in jaz vem, da z temi rezultati ne bomo leto zaključile, ampak vem, da bomo to nadaljevali, ker je to tudi naš cilj. Tako, kar nekaj diplom, jo povej Simona. Mogoče bi še povedali, da je bilo 12 držav, to je zelo pomembno, da so tudi, bom rekla, komisija bile iz 3 različnih držav. Rada bi povedala, da smo v šoli naredili torto Pika Nogavička, ki je bila vidna torej v samem
videoposnetku in pa tudi posvetila za goste. Imeli smo mini kartice, vse na to temo Pika Nogavička. Ja. In dobili ste zlato medaljo, bokal. Tako. Tararam. A se Pike moje, prosim, ostanete zdajle, ker vam moram tudi jaz še častno v naši oddaji podeliti bravo, iskrene čestitke za prvo mesto. Joj, to bi si jaz sama se lahko dala, tudi sam veš kaj, jaz se še bi mogla veliko naučiti. Tako da super, iskrene čestitke seveda, draga moja, tudi tebi, evo, čestitam ti, lepo ste predstavljale svojo šolo in pa seveda Slovenijo. Zdaj gremo pa še na drugo stran oziroma na našo desno stran, kjer je Saša. Saša, tudi tebi da mikrofonček in seveda tudi en velik aplauz za njo, ker, pazite, tudi Saša je osvojila najvišjo nagrado. Saša, predam ti besedo. Kakšna nagrada, kaj si dobila? Ja, jaz sem pa tekmovala za barista junior. Naredila sem 2 espressa, 2 kapučina, 2 latte arta, en vzorec je bil polž, en pa vrtnica in pa kreativni napitek, ki ga vidite tule pred nami. To je to. Tako. To je to in pa seveda tam kreativni napitek, ki je sestavljen. Ali to kakšna skrivnost, Saša? Ali ga lahko malo znamo vsaj delček? Lahko. Ja, v bistvu sem ga skreirala sama z mojimi mentorcami. Smo skupaj združile vse ideje in je nastal v bistvu najboljši napitek, ker je bil zmagovalni. V njega sem dala tekočo smetano, torej espresso, kavo, ki je tudi najpomembnejša sestavina, potem pa domač sirup iz jabolčnega soka in pa rožmarina, ter pa ingverjev sirup. Na vrhu pa penico iz orehov. Bi to zdaj lahko malo pokazali, to penico, a ne? Pravzaprav si ti mojstrica v pripravi, bom prav zdaj to povedala, kave oziroma kavnega napitka. Ti si že čist dizertacijo naredila, a ne? Kako dolgo že v bistvu počneš to, verjetno vse od prvega letnika? Ja, v bistvu v šoli imamo kavni aparat in že od začetka mojih let na šoli sem vedno rada šla v strežbo in kuhala in delala različne vzorce in pol se mi zdi, da smo nekako zdaj nadgradili to znanje še. In to je to. Si drugače tudi ljubiteljica kave? Tako rada popiješ? Ja, zelo rada imam kavo. Je jutranji ritual pri vas tudi kavica za učiteljice? Tudi to. V vašem kotičku, ki ga imate sedaj na šoli. Veš kaj, pripravila sem ti presenečenje, tudi tvoj video, kako ti pripravljaš to kavico na šoli za tem slavnim kavnim aparatom smo pripravili, tako da je zdaj najboljš, še prej, ker je seveda pena, da ne bo to šlo vse narazen, potem si bomo pa ogledali ta video. Povej. Torej, penica je pa iz orehov, medu in pa rožmarina, kuhana v mleku, spasirana in na vrhu potrosim tonko, to je tak orešček, ki sem ga hranila z cimetom, da dobi tak poseben okus, ker je tudi zdaj pridemo v božični čas in vse to lepo poveže. Zdaj pa mi to povej. Lepo si seveda tudi imela vse to okrašeno, pogrinek je zelo pomemben, tudi za to, za napitek. Ja, gor na tem lesenem podstavku so vidne moje sestavine, ki so v kavnem napitku. Tukaj imam pa tudi hrustek, ki sem ga naredila iz ostankov orehov pri penici, torej ker sem zero waste in pazim na naš planet, da ostane čim bolj čist in da, mislim, kar me ostane, porabim naprej. Tudi zdaj le bo zero waste, ker bom jaz tole probala pa pojedla. A to jaz lahko sprobam? Seveda lahko. A tudi to lahko poskusim? Tudi to. Jaz z velikim veseljem zdaj poskušam. Najprej, seveda, jaz to moram. Kako zdaj, ko si ti to postregla, tam oni pol podegustirajo, pa ti dajo najvišje priznanje? Kako to, kaj ocenjujejo? V bistvu pri napitku samo predstavitev, pol, kako jaz to postrežem, kako zmešam, koliko sestavin vključim, kakšna je tudi zgodba, ki je zelo pomembna. In v bistvu sam pristop, kako razložiš ti ta napitek, kako si ga naredil in ustvaril. Čista desetka. Ja, res, aplauz. Aplauz. Da je Saška predstavljala delno tudi v angleškem jeziku. Ja, tako da je bilo Je bilo težko se v angleščini tole naučiti? A si se ti to drilala doma, piflala? Ja, res. Prav predstavitev?
Jaz v bistvu sem predstavila na začetku sebe in šolo v angleškem jeziku. A bi ti to sam prvi del, mogoče pa lahko, bi šlo? I am, samo mogoče začetek, bi to šlo? Ja. No, ne vem. Yes or no? I understand. Bom jaz kar danes v slovenščini tule nadaljevala. Saj sem kar vedela. We will next time in English, yes? Of course, ja. Zdaj si bomo pa pogledali ta posnetek, kako seveda pripravlja gospodična Miklavžinova ta kavni napitek. Hi, sem Saša Miklavžina in prihajam iz šolskega centra Velenje, šole za storitvene dejavnosti. Obiskujem program gastronomskih tehnik in res veliko sem se že naučila o kavi. Najraje narišem na kavo vrtnico, ki vam pa bom tudi danes pokazala. Kreativni napitek pa še naj za malenkost ostane skrivnost. Za vse moje uspehe sta zaslužni moji mentorici gospa Marjana Novak in pa gospa Simona Kopek, ter pa naša ravnateljica gospa Helena Zupanc. Vam je bila moja vrtnica na kavi všeč? Še za več mojih kreacij pa me spremljajte na spletu. No, evo izvoli, krasno vidiš, pa izpiješ. Draga moja, tudi ti se moraš zdaj ustati, a ne? Kategorija nagrade so dobile za, torej 3 nagrade so dobile za katere kategorije? Pa dejno, pa ti si ja vse medalje zlate pobrala. Ja, dobila sem za prvo kategorijo, torej espresso in cappuccino Bravo, zlato medaljo. naprej, Naprej? Potem sem dobila za latte art. Latte art, to pomeni za poslikavo gor. Tako, in pa še na koncu za kreativni napitek. Bravo, to. Mene že vleče, mislim, toliko zlata, le, draga moja, iskrene čestitke, 1, 2 in 3. Ti zelo rada tudi plešeš, poleg tega, da ustvarjaš in si prislužuješ seveda te nagradice, tudi si vešča na harmonike, a ne? Ja, tudi glasba je v tem zelo pomembna, tako da zelo rada igram tudi harmoniko. Ja, ampak danes bo za glasbo poskrbel tvoj šolski kolega. Tako, tako. Benjamin, a tudi kaj sodelujete tako glasbeno? Tudi igramo skupaj. Ja, in zdaj bo pesem Benjamin z naslovom, smo rekli. Kaj zdaj to pomeni? Ravno se to vse navezuje, Simona? Nagrade dobivamo po Evropi. Mednarodno tekmovanje, Evropa je tukaj. Evropa je tu, danes v Celju. V Celju, danes pa TV Celje. Takole, Benjamin, izvoli.
bravo, Benjamin, prava popestritev si današnje nedelje. Pesem z naslovom smo rekli po Evropi, smo zdaj malo vandrali, ne? Tako. Kdaj si jo ustvaril? Ti to imaš kaj podatke, kdaj katera pesem nastane pri tebi? Ja, bom rekel, tole je pa ena izmed, bom rekel, starejših skladb, ki pa je zdaj seveda na seznamu za moj drugi avtorski projekt, ki bo drugo leto izšel. Je pa ta skladba, zdaj pa res na drugem CD-ju se lahko pohvalim, da pa ta skladba je že v celoti moje avtorsko delo. Pa to mi deli, Benjamin, pa če kdo ne bo kot ti, ker prihajaš res iz glasbene družine, zdaj itek smo že pohvalili mamico pa ati, ampak ne nazadnje so pa tudi tvoji dedki pa babica povezani z glasbo, ne? Tako, dejansko bi lahko rekel, predvsem po očetovi strani, da je cela družina nekako bila vpeta v glasbo, od deda na sestričev, bratancev, tako da smo noter v tem že od nekdaj. V tem že od nekdaj. Ne nazadnje tudi zelo lepo govoriš, a veš, ko si bil ti majhen fant, ne, se veš, ko si bil pa tudi naš tadej, isti kalibri, smo rekli, ko bo le iz teh fantov ratali. Pa poglej si ti to, harmonika ena, druga, torej navdušen si nad Avsenikovo glasbo, bom rekla diatonično harmoniko in pa seveda tudi klavirsko. Tako. Ja. Imel si tudi obvesen svoj ansambel, kako je s tem? Ja, no, svoj ansambel bom rekel tako ali tako, moj trio deluje, ustvarjamo, trenutno pa sestavljamo tukaj na Koroškem tudi eno kvintet zasedbo, tako da upam, da bomo nesli naprej to neko zapuščino, ki sta ustvarila, bom rekel, in brata Avsenik, tudi štirje kovači, alpski kvintet in tako naprej. Se mi zdi, da se vse nekako je treba, da gre naprej. Super, manjka malo sazno oči, veš? Mislim, december je tak, veš, tudi kajoč, pa vse sentimentalno, pa gor in dol. Tako da ja, pogledala si pa bova, ne, tudi nekaj fotografij. Ja, tako. Dobil si torej prvo nagrado v Sloveniji, seveda iz šolskega centra Velenje, torej prihajaš, turistična smer, pa najbolj, da sam pokomentiraš. Ja, se pravi zdaj, da vidim, kjere slike bodo. Prikazale, kar povej, to je bilo tekmovanje? Tako, to je tekmovanje, turistični vodnik, državno tekmovanje. Evo in tele slike so iz lanskega tekmovanja, ker jaz sem se tekmovanja udeležil dvakrat. Lani sem dosegel drugo mesto, letos pa sem še malo nadgradil svoje znanje in potem dosegel prvo. Zdaj, to je tekmovanje, ki na splošno poteka v Sloveniji, v turističnem vodenju in dejansko tak, če ga na hitro povzamem, mesto, letos je bilo Škofja Loka, se razdeli na toliko delov, kot je tekmovalcev, letos je bilo 12 delov, kandidati se pripravimo, vse se moramo naučiti na pamet, celotno mesto, in na to potem na dan tega tekmovanja žrebamo en tak naključen odsek in ga odvodimo in predstavimo. Tako da moramo biti na vse pripravljeni, tako je recimo tudi gospa Pompe prej rekla, ko tudi niso vedele tekmovalke do začetka, kaj bo, isto je tudi pri nas, tako da moramo na vse biti pripravljeni. Pripravljeni na vse. Je pa bilo kakšno presenečenje, na katerega pa nisi bil pripravljen, pa je potem uskočila tvoja izvirnost in... Moram reči, da odsek sem dobil kar v redu, sem imel srečno roko pri žrebanju, pol pa tak, skupina je taka, da posluša, tako da nekih večjih problemov tak ni. Tako ni bilo, ne? Super, tako da greš s polno paro naprej, zdaj v bistvu to zaključuješ počasi? Tako, letos bo ta šola, no in ta, in tudi glasbena. Še glasbena, ne? Tako. Sporedno delaš dve? Usporedno delam dve šoli, tako. Imaš časa, kaj tudi za uživanje, za... Ja, ostane takle za muziko, pa za... Za kavico, Ja, to tudi, vse najde, vse. Drugače pa res je v to šolanje, bom rekel, dokler človek v mladih letih, tak se kaj fajn da učiti, ne? Čak, zdaj pa prosim povej mladini, da dokler še nimate otroka, ne, otroci, dragi naši, ne, pa neke svoje družinice, pa to se vse da še zdaj narediti. Tako da je v rednem roku. Tako. Benjamin, naslednja pesem. Ja, naslednjo pesem moram pa prav posebej predstaviti. Naslednja pesem je pa skladba z naslovom V glasbi so sanje. Vsak človek ima neke sanje, ima neke svoje želje in s to pesmijo se meni tudi ena želja uresničila. Avtor te pesmi je gospod Franc Šegovc in to je posebna pesem, ki mi jo je Franc Šegovc osebno meni napisal za moj rojstni dan. Tukaj zraven je seveda tudi malo mama bila, da je to malo pripravila to presenečenje. Teren. Tako, teren. In ja, dejansko mi ta skladba veliko pomeni.
imam eno skladbo legendarnega Franca Šegovca in to mi veliko pomeni. Valček? Valček. Se slisne boste, se spet jokam. Benjamin Mrzdovnik. Bravo. Hvala lepa, Benjamin, hvala lepa, drage moje damice. Zdaj gremo pa seveda, lahko Benjamin se usedete in seveda tudi ostale. Zdaj pa še seveda drugi del. Poskusili smo že kavico, prav gotovo ste že danes popili jutrajno nedeljsko kavo. Pripravljate doma seveda tudi nedeljsko kosilo, že doma diši, morda po potici, po goveji juhci, prav gotovo, po restanem krompirčku. No, z nami je pa seveda še en mojster, ki prav tako prihaja iz šolskega centra Velenje. Gre za dijaka, bom tako rekla, ki je hodil na to šolo, ampak je seveda nadgradil še potem naprej svoje znanje in se uči in še vedno uči. Ampak, draga moja družba, dobil je tudi najvišje priznanje tekmovanja v Franciji, tudi za tebe, Boštjan, en velik aplavz. Seveda najboljš, Boštjan Volk, da sam poveš, izhajaš tudi iz te šole, nadgradil si svoje znanje in seveda prišel do... Imaš danes priznanje? Tako, tukaj je ospredi pred mano. Joj, moramo ga tudi seveda pogledati. Boštjan, jaz ti kar predajam besedo. Tako, ja, kot ste že omenili, nekako začetki so bili na tej šoli, še pred temu sem nekako začel znanje nabirati, oziroma tiste čisto osnove so bile v našem domačem gostišču. Ja. Potem sem nadaljeval pot na našo šolo v Velenju in nekako tam dobil tisto res pomembno znanje za naprej. Potem sem ga nadgrajeval na različnih praksah, neki doma, neki v tujini. Nadaljeval pot še na višjo strokovno šolo v Maribor in nekako pri teh letih sem nekako zdaj tudi v slovenski kuharski reprezentanci po novem, tako da tudi to je en dosežek več. Ja, šef.
Bravo, ampak poglej, veliko stopničke je bilo prehojenih, pa tekmovanj, osvajal si seveda medalje za medaljo, ampak ta je pa zdaj čisto sveža, ne? V Franciji je potekalo kakšno tekmovanje? Tako, ravno teden nazaj smo se vrnili iz Francije. Nekako me je podpiralo ogromno navijačev. Čakaj, pogledamo video, da vidimo, kako so te seveda podpirali. Podporna skupina iz šole. Navijače, bravo, super, bravo. Simona je organizatorka, pa verjetno Marjana, ne? Tako. Ta druga ekipa pa so bili moji prijatelji, sorodniki in nekako smo imeli najbolj bučno podporo. Zdaj mi pa povej, v čem si točno tekmoval, zakaj je šlo? Tako, tekmovanje poteka iz 2 delov, se pravi v 2 dneh smo morali skuhati, se pravi, prvi dan tradicionalno jed, to je tole pred mano. Se ostaneva, pa zdaj seveda pokažem. Aha, takole, ja. Kaj je sedaj na mizi? Tako, se pravi, tukaj imamo, nekako sem se povezal z lokalnimi proizvajalci in tukaj so nekako stvari iz medu pa orehov. Tako, imamo medenjak, ki mislim, da ga poznajo oziroma ga vsi bi naj poznali, in pa prežgano mleko. Nekako so nam to babice včasih pripravljale, če smo bili bolani ali pa verjetno v kakšnem zimskem času. Nekako je bilo to moja tradicionalna jed, iz katere sem izviral. Naslednji dan pa smo imeli moderno prezentacijo takšne jedi in nekako to je po moje celo znanje od osnov pa do zdaj. Se pravi, nekako jed je bila sestavljena iz 12-13 komponent. S časom je šlo res na knap, ja. Koliko časa si imel za pripravo? Tako, prvi dan 1,5 ure za vso prezentacijo, naslednji dan pa 2,5 ure. Malo sem imel problema z sladoledom, ampak smo vse na koncu rešili. Pogledali si bomo seveda tudi nekaj fotografij z tega tekmovanja v Franciji. Takole, to je še potem nagrada, ki si jo seveda dobil. Drugi dan me zanima, kaj si pripravljal? Tako, na krožnik sem poleg meda in orehov postavil še hruško, ker je taka zelo slovenska sestavina, pa tudi čebelam da kar nekaj hrane. Povezan si tudi s čebelicami? Doma imate čebeljak? Ne, pri nas ne, 100 metrov stran mene pa je zelo priznan čebelar, tako da smo se z njemu kar v štartu že povezali. Zdaj bi pa povej, prvo si rekel, prvi dan je bilo to, drugi dan si pa začel s katero hrano, kar se tiče postrežbe? Tako, drugi dan pa je sledila, kot ste že videli na slikah. Se pravi, prvi dan je bil medenjak z jedrcem oreha in pa karamelizirano mleko. Drugi dan pa meden objem, oziroma nekako tako sem ga jaz poimenoval. Se pravi, iz 3 komponent, medu, orehov in hruške, sestavljen krožnik. Na krožniku je bilo pa res toliko stvari, da mogoče v kakšnem opisu zasledite, ker je res ogromno stvari na krožniku. Ja, pa tehnik? Tudi tehnik različnih. Izpostavimo 2, 3. Mogoče pa nakota v takšnem modelčku, sladoled v obliki satovja, oziroma nekako mene spomne na tanko v risankah, medved okrade med, nekako isto obliko ima. Pa pol še kak drobljenc, mus hruške, kar sem pa zelo ponosen. Ideja je prišla od ene gospe, da doma proizvajajo tudi meden kis. To je ena taka stvar, ko me mogoče še bolj posebnega dela v tej sladici, ker je nekako v sladici vključen ta kis. To je, mislim, da tudi sodnike kar prepričalo. Poleg same jedi pa je bilo ogromno ostalih, bi rekel, se pravi, ostalih pripomočkov, prezentacije od suhega ledu, ko se je začelo kaditi, pa do lesenih žlic, lesenih desk, ko sem jih tudi nekako sam doma naredil. Torej, tudi ti si imel svojo zgodbo? Tako, mislim, da tudi... Kako si jo poimenoval zgodbo?
Medeni objem. Jaz ti To je dam to. kar en objem. Bravo! Bravo, da si tudi ti seveda osvojil to čudovito nagrado in ponesel tudi en delček naše slovenske kulinarike v svet, v Evropo. Mislim, da ni bil kar delček, ampak kar Kar vse. ena celotna zgodba. Ja. Tvojo zgodbo pa si bomo zdaj pogledali. Ja, tudi tvojo zgodbo bomo zdaj zavrteli, kako poteka z nami. Torej, kako te zdaj kličejo, kako te naj naslovim? Kako? Jaz sem še kar Boštjan. Ja, saj si In to je Boštjan, to. ampak kako pa drugače bi ti Tako, rekla v tej vsi pravijo profesiji? šef. Šef Tako, Boštjan. tako. Šef Boštjan. Super si. Poglejmo si šefa Boštjana. Sem Boštjan Volk, 24-letni kuhar iz majhne vasice Plešivec. Kulinarika in narava sta mi bili položeni v zibelko, saj odraščam ob družinskem gostišču in kmetiji. Zato sem že od malih nog živel v sožitju z naravo, ki me navdihuje in mi daje moč za ustvarjanje. Moji hobiji so raznoliki, vendar pa je vztrajnost, moč in trdo delo potrebno za dosego cilja, ki si ga želiš doseči. In to sem tudi jaz. Človek, ki si prizadeva za dosego svojih sanj. Gore so zame začetek in kraj vsake naravne lepote, zato me privlačijo v svoj objem in mi dajejo navdih. Narava je ključnega pomena za naše preživetje, zato jo moramo varovati in spoštovati. Za naravo pa so zelo pomembne čebele, zato jih moramo skrbno negovati in se jim zahvaliti za njihov trud. Poslikava panskih končnic je slovenska kulturna dediščina, na katero smo lahko ponosni. Nahajamo se na čebelarskem posestvu Čanč, kjer izdelujejo vrhunske naravne izdelke, za katere so prejeli številne nagrade za kakovost. In od njihovih pridnih čebel sem prejel med, ki ga bom uporabil pri ustvarjanju svojih jedi. Kombinacija medu in orehov je tradicionalna slovenska jed, imenovana medenjak z orehi, ki se mi zdi popolna kombinacija okusov. Pri svojem delu sem natančen in zavzeto sledim načelu Zero Waste, saj poskušam čim bolj izkoristiti vse sestavine, da ne nastajajo odpadki. Rad kuham v stiku z naravo in črpam navdih iz nje, da ustvarim preproste, a okusne jedi. Zavedam se, kako pomembno je skrbeti za naš planet in ohranjati njegovo naravno lepoto za prihodnje generacije. To sem jaz, Boštjan Volk, kuhar, navdušen nad naravo in njenimi darovi. Veselim se, da se kmalu srečamo in skupaj uživamo v okusih narave. V življenju se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso.
Najlepša jutra so jutra z njim, z občutkom svežine. Zdaj dneve začenjam po svojih pravilih. Naravne sestavine za boljše počutje in več energije. Za močne kosti in prožne sklepe. Za zdrave dlesni in lep nasmeh, da je moja koža lepa in sijoča. Ampak ni samo zame, tudi za moje najbližje, da smo polni energije, ne glede na leta. Zdaj vem, kaj je dobro za mojo družino, zame in zate. Prehransko dopolnilo, ki vsebuje 5 tipov kolagena, vitamin C, kurkumin, šilaid in silicij. Edinstvena formula priznanega zdravnika. Biostil kolagen. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Prihaja najlepši čas leta, poln skrivnosti in presenečenj, čas, ki odpira naše srca ljubezni in dobroti. Bele snežinke, beli metuljčki, iščejo pot do srca. Pa vi ste bili letos kaj pridni? Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu da bo v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za Božič desetak, za novo leto desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 450 trgovin, 5 nakupovalnih središč. Darilni bon desetak. Ja, šef je danes z nami, torej Boštjan. Boštjan, kaj ti gre bolj od rok? Mislim, kaj raje pripravljaš? Sladice ali glavne jedi? Ja, mislim, da kar sladice. Sam tele niso tvoje, ne? Ne, to pa so od pridnih dijakov naše srednje šole. Simona, ja. Ja, moram reči, da na naši šoli že diši, torej prazniki so kar opaženi že po hodniku, ko hodimo, a ne, tako da vsak razred oziroma vsaka skupina, ki prihaja v učilnico za kuharstvo, speče 1 ali 2 vzorca piškotov, seveda vse, kar dijaki pripravijo, lahko pijejo. Tokrat smo vsaki malo vzeli in podelili torej naprej. z nami. Drage moje dame, bi tole že pasala, ne? Vam dam, Anja, podelite si mal, pa podelijo okrog. Boštjan, prele mi je Marjana prišepnila in pa seveda Simona, da sta zelo ponosni na tebe. Ja, ker širi seveda šolo ne nazadnje in povabimo vse bodoče dijake, oziroma ja, bodoči dijaki bodo to osnovnošolce, da pridejo na šolo, da se prijavijo. Tako, mislim, da vsak najde svoj prostor lahko v šoli. Smer je zelo široka, ni nujno, da nekako si samo natakar ali pa kuhar. V gostinstvu je veliko poklicev,
od peka, slaščičarja, tudi receptorja. Povej mi, kje si zdaj ti, kje te najdemo, kje te lahko zasledimo, kje te lahko opazujemo in seveda poskušamo te tvoje dobrote. Tako, največkrat doma, v našem gostišču, drugač pa... Kar povab nas, evo. Tako, v gostišču Volk. Tam se največkrat nahajam tam, sem pa tudi zelo mobilen, tako da lahko pridem tudi na dom kuhati. Prideš ti na dom? Obešno, pridemo tudi na dom. Ja, mogoče še Boštjan pove, kje je ta konkretno njegova gostina oziroma njihova. To je v okolici Velenja, natančneje Plešivec. Nekako smo pa tudi zelo ponosni na ta naš kraj, ker s tem tekmovanjem sem nekako povezal cel kraj, pa mislim, da tudi širše. Še boš šel na tekmovanja? Kaj sledi sedaj? Ja, zdaj je vesel december, za gostince zelo pomemben oziroma zelo delovni mesec. Nekako pa se že za drugo leto neke nove ideje v glavi premikajo. Še ne izdamo, ne? Ne, še ne bomo. Še, super. Simona, pripravila si seveda tudi povabilo z različnimi programi, a ne? Ja, jaz bom rekla takole, da resnično, mogoče bi še z vami podelila to, da smo spremljali Boštjana v Franciji, bila za nas ena taka res potrditev. Veseli smo, da je Boštjan, res smo bili ponosni Slovenci, ker smo tam v bistvu sploh nismo dvomili v njega, ker Boštjan je že kazal izredne, bom rekla, talente že v času izobraževanja pri nas. Zdajle navijamo tudi za našega Anžeta Šmida, ki je na tekmovanju bil v Italiji, v Rimu. In tudi on se je uvrstil v predfinale. Je res, da je tudi to eno tako težko tekmovanje. Mi smo ponosni in on ima tudi cel kup pokalov od zadaj. Kaj želim povedati? To, da imamo... Gori lučka. Želim povedati to, da smo ponosni na vse naše dijake. Hvala staršem, ki zaupajo svoje otroke, jih vpišejo v našo šolo, v naše programe. Kot sem že prej rekla, Šolski center Velenje ima zelo bogato spletno stran šolsko, tako da lahko pogledajo, vabljeni na informativne dneve, ali pa zdajle v petek pripravljamo, bom rekla, vse tole v živo prikaz. Pridružil se nam bo Boštjan in tudi Anže Šmid s koktejli, tako da bomo predstavili, kako je potekalo to tekmovanje, da pokažemo, da imamo res zasluženo, smo absolutni prvaki. Seveda računamo na Benjamina, ki bo tudi skozi turizem nas popeljal čez različne kraje, skozi glasbo. Tako da vabljeni vsi, tako da nas spremljate. 8. bomo pa tudi vabilo dali na spletno stran. Marjana. Tako, da se še jaz mogoče oglasim, da sem res ponosna na Boštjana. Sem tudi njegova soseda, ne samo učiteljica. Tako da jaz pravim, v tako majhnem kraju, kot je Plešivec, če stopimo skupaj, lahko naredimo izredno dobre rezultate. Seveda moraš pa imeti tudi pogoje, da lahko vse to narediš. Bom jaz rekla tudi, da nas naša ravnateljica, gospa Helena Zupanc, zelo podpira, bi rekla, v samih izvedbah, kadarkoli si pač dodamo, da si želimo kaj izvesti, lahko tudi izvedemo, ker brez materialnih stroškov se tudi dobra tekmovanja ne morejo izpeljati. Tako da resnično še enkrat vabljeni na Šolo za storitvene dejavnosti, v vse naše programe, ki jih izvajamo na Šolskem centru Velenje. Krasno. In zdaj bomo stopili skupaj za zadnjo skladbico, se bomo poslovili. Parklinje so tudi že pripravljeni, a so bili dijaki pridni? Jih bomo podelili. Kdo pa je nekaj parklinov brez šip? Da jih sploh ne rabimo. Za mene, Benjamin, tudi za tebe. Si bil priden letos? Dajmo družba prideti seveda tukaj, da zapojemo in zaigramo seveda zadnjo pesem. Benjamin, kar takole na sredino te bomo dali. Zadnja pesem bo. Zadnja pesem bi pa po mojem fajn, da je polka. Da je ta zadnja na seznamu. Praznična sobota. Praznična sobota. Čeprav je danes
nedelja. Tako. Ja. Je pa prazničen dan. Kaj seveda izrekaš vsem gledalkam in gledalcem za konec? Ja, jaz bi takole rekel, veseli december je pred vrati, danes smo seveda prvo adventno svečko tudi prižgali. Imejmo se čim bolj radi, čim bolj veselje širimo naokrog, pa predvsem pa, če se tudi leto zadnjič vidimo, že kar zalevoščim. Srečen Božič in pa srečno novo leto. Pa radi se imejmo, veliko se smejemo, pa veliko se objamemo, lahko tudi objememo se lahko tako. Tudi na tej strani. Gospa, še Milena, zadnja beseda. Marjana, ja. Tako, jaz vam želim ene lepe praznike, vzamite si čas za svojo družino in imejte se lepo. Tako. Super, hvala lepa, za danes je pa to bilo res že kaplja skoraj da čez rob, mleko že kipi, bi naši fantje tam ne rekli in že skoraj gre ven. Lepo se imejte na prvo adventno nedeljo, zaključna pesem Polka bo in z nami torej Benjamin Mrzdovnik. Srečno in nasvidenje.